spoštovani gospodje, cenjeni župan mestne občine Novo mesto, magister Gregor Macedoni, cenjeni visoki gostje in nastopajoči, dragi kolegi, državni svetnici in svetniki, poslanke in poslanci. Najprej seveda v svojem osebnem imenu in imenu državnega sveta ter drugega doma slovenskega parlamenta en preširen pozdrav vsem, ki ste nas obiskali na tej svečani prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku. V znamenju praznovanja Prešernovega dneva, slovenskega kulturnega praznika, smo vam v sodelovanju z Društvom likovnih ustvarjalcev Skulpte iz Novega mesta na ogled postavili kiparsko razstavo, pravzaprav zgodbo o ljubezni večni kot kamen. V stiku s temi čudovitimi kamnitimi umetninami, ki nas ljubeče nagovarjajo, imamo tako enkratno priložnost, da se prevedimo v pesniški svet našega največjega poeta Franceta Prešerna. In to spet in znova, a spet malo drugače. Svet ne bi bil nikoli tak, kot je, če ne bi opeval pesmi o življenju, o iskanju smisla, o sreči, o hrepenenju in o ljubezni, o tej večni, neizčrpni temi. Danes sem se namenoma naslonil na pozitivne vrednote, ki nas delajo srečne, zadovoljne, samozavestne. Kot posameznike, a tudi kot družbo in narod. Narod brez kulture in svojega jezika ne bi mogel nastati, niti obstati. Prav zato si želim, da sta kultura in njen praznik nekaj veselega, radostnega, židanega, prešernega. Ni naključje, da ponuja tako čudovite sopomenke za veselje naš slovenski jezik. Želim si, da bi ta pogled delili tudi tisti, ki slavijo kulturo kot njeni patroni in nosilci. Žal pa na številnih državnih proslavah namesto veselja slavimo celo resnost, dolgčas in zamoljenost. Mogoče se skriva najboljši recept v resničnih zgodbah naših literarnih velikanov, ki so živeli na dnu, v božku, preganjeni in bolni, pa vendar so videli lepoto sveta in svetlost prihodnosti bolje in prej, kako drugi. Dragi gosti, kaj pa je kultura drugega, če ne pristno veselje ob lepi besedi, glasbi, umetnini, filmu in še bi lahko naštevali. Sproščeno se ozrite okrog sebe, pa boste videli, da imam res prav. Spoštovani, slovenski kulturni praznik slavimo na dan, ko je svet zapustil naš pesniški velikan, davnega leta 1849 v Kranju, torej pred 171 leti. Kot vsak prerok in mislec jutrišnjega dne, je tudi naš pesnik doživel grenko usodo družbenega nerazumevanja. Slep je, kdor se s petjem ukvarja. Kranjec mojmu osle kaže, pevcu vedno sreča laže, on živi, umr je brez denarja. In kako mu danes vračamo, kar nam je neprecenljivega poudarja? Spreminjamo svoj odnos do kulture, države, domovine, drug do drugega? Znamo z distanco in odgovornostjo gledati v preteklost, da bi razumeli prihodnost? Samobitnost, narodni ponos in samozavest so brez dvoma njegova vztrajna dediščina, ki jo bomo zapravili iz dneva v dan, podrošili v nič, če ne bomo sami pri sebi spremenili odnosa do lastne kulture in jezika. Zato bodimo kulturni. Spoštujmo in slavimo naše izjemne kulturne ustvarjalce, udeležujmo se in uživajmo na kulturnih dogodkih in srečanjih, govorimo, vozimo, pijmo in jejmo, razpravljajmo kulturo, kar nam to pritiče in kar smo v prvi vrsti kulturen narod. Vse najlepše in najboljše vam voščim ter obilo kulturnih užitkov v nadaljevanju. Hvala lepa.